Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Z Ljudsko univerzo Kranj smo sodelovali že v lanskem letu, no lahko pa rečem, da to pa letos pomeni širitev dejavnosti. Mi imamo sedaj tudi zaposlitev v večgeneracijskem centru na Jesenicah, tako da so dejavnosti res pestre. Gre pa tako, kot že sam naslov pove, za dejavnosti, ki so namenjene številnim generacijam, seveda predvsem ranljivim ciljnim skupinam, od brezposelnih, starejših, otrok s posebnimi potrebami, migrantom, seveda na Jesenicah dajemo posebno pozornost. Tako da projekt je kar obsežen, je pa mogoče še to za poudariti, da vsak od partnerjev, tudi mi, zadeve ne bomo izvajali samo na Jesenicah, to se pravi v naših prostorih, ampak Ljudska univerza Jesenice izvaja projekt v Kranjski Gori na nekaj lokacijah, v Žirovnici, v Bohinju, tako da bodo aktivnosti res dostopne čim širšemu številu prebivalcev. Ali se je v tem času, ko je že potekal, sicer z drugim imenom, dobro obnesel? Ja, vsekakor. To je projekt, ki nekako sledi tistim modernim potrebam, ki, naj si priznamo ali ne, jih v tej sodobni družbi imamo. Vsi vemo, da se prebivalstvo stara, da vzorci prenašanja vrednot iz generacije v generacijo niso več enaki, zaradi tega, ker smo del v službi, ker živimo mogoče bolj ločeno, in prenos medgeneracijskih vrednot in znanj je za obstoj družbe, sodobne družbe izredno pomemben. To se pravi, starejši morajo dobiti priložnost, da na mlajše prenašajo vrednote, znanja in tako naprej, medtem ko pravzaprav so tudi mladi tisti, ki lahko na starejše prenašajo določena znanja. Recimo, če vzamemo generacija Z, pravijo, da se je rodila z digitalno kompetenco, in tudi starejši so pa seveda tisti, ki nujno potrebujejo digitalne kompetence. In kakšne projekte ste si še zastavili na Ljudski univerzi Jesenice za leto 2017? Jaz lahko z res velikim zadovoljstvom povem, da glede na to, da smo začeli s projekti nove finančne perspektive, je po 2 letih več ali manj zatišja spet na ljudskih univerzah res velika ponudba. Izvajamo projekte pridobivanja temeljnih kompetenc za zaposlene, to se pravi, nudimo različne, kar dosti dolge tečaje zaposlenim na področju Gorenjske, to so tečaji računalništva, tujih jezikov, slovenščine, komunikacije. Poleg tega deluje seveda naše središče za svetovanje, to se pravi, da ponudimo celostno obravnavo posameznika, najprej v svetovalnem središču, kjer ugotovimo, kaj so pravzaprav tista znanja in kompetence, ki jih potrebuje, in potem nadaljuje v drugem projektu, to se pravi v tečaju, kjer pa te kompetence pridobiva. Tako da seveda tradicionalno izvajamo tečaje tujih jezikov, imamo univerze za starejše, tako da je ponudba zdaj res izredno pestra. In kaj poteka že v tem času? Pravzaprav poteka vse. Naše dejavnosti niso vezane na šolsko leto, kot veste, ampak jih začenjamo takrat, ko se pač pojavi potreba, ko imamo interes udeležencev, in glede na to, da je zdaj tale zimski čas od januarja pa tam nekje do konca maja res idealen čas za usposabljanje, pravzaprav vse aktivnosti potekajo. Kup aktivnosti se bo seveda še začelo, tako da so pravzaprav vsi gledalci in gledalke vabljeni, da se nam oglasijo, bodisi prek telefona, bodisi preko elektronske pošte, in prav gotovo bomo našli ta pravo aktivnost za njih.